Pozdravljeni na webinarju, ki sem ga posnel, da bi bolj razumeli vpliv odnosa do staršev oziroma vpliv ali pa pomembnost urejenosti odnosa odraslega otroka, odrasle osebe do svojega starša. In seveda v obratni smeri, kako starši vplivamo na odraslega otroka in s tem mu olajšujemo ali pa otežujemo življenje. Na webinarju bom razložil nekaj več o programu, ki ga začenjam 6. januarja naslednje leto, katerega namen bo, da dovolj dobro in razumljivo razložim, kako AIQ metoda in AIQ pristop na splošno razume odnos med odraslim otrokom in staršem in vpliv starša na odraslega otroka. Predvsem zaradi tega, ker v praksi dela s strankami in tudi kot voditelj AIQ programov na spletu vidim izjemno pogostost in zelo veliko negativnost ali pa negativen vpliv odnosa odrasel otrok starš, starš odrasel otrok. Zaradi tega sem v letošnjem šolskem letu tudi v programe, ki jih vodim preko spleta, dodal to tematiko, se pravi urejanje odnosa s staršem. Program je namenjen tako odraslim otrokom, ki čutijo, vedo, menijo ali pa želijo zmanjšati ali pa preprečiti negativen vpliv staršev na njega, na njegovo odraslo življenje, na njegov partnerski odnos, na njegov starševski odnos s svojim otrokom. Kot tistim staršem, ki imajo odrasle otroke in se jim zdi ali pa vedo, da namesto, da bi otroku pomagali, da bi imel odraslemu otroku pomagali, da bi imel lažje življenje, mu v bistvu njegovo življenje otežujejo in ga silijo, da odrasel otrok ne skrbi samo za svojega partnerja, odnos s partnerjem in starševski odnos s svojimi otroci, ampak da mora se v bistvu pretirano ali pa celo primarno ukvarjati s svojimi starši, njihovim medsebojnim partnerskim odnosom ali pa odsotnostjo, da ima starš odraslega otroka urejeno, stabilno partnersko zvezo, ali pa seveda, da mora odrasel otrok skrbeti za svojega starša več, kot je to nujno potrebno oziroma na kroničen način, oziroma da starš odraslega otroka niti ne zna funkcionirati brez stalne pozornosti, skrbi in vpliva odraslega otroka na njegovo življenje, na njega. Takih stanj je v praksi veliko in v bistvu zelo negativno vplivajo na kvaliteto življenja tako odraslih otrok kot njihovih partnerjev, njihovih otrok, kot tudi staršev odraslih otrok. Predvsem zaradi tega, ker je prišlo v zadnjih desetletjih do velike razlike, do velike spremembe pri uporabi tehnologije za olajševanje vsakdanjega življenja, se pravi strojev, različnih drugih naprav, možnosti avtomatike, da prevzame določena opravila, ki so bila prej težka, zahtevna ali pa moreča. Kot seveda tudi vedno bolj v ospredje stopa umetna inteligenca ali pa uporaba umetne inteligence v elektronskih napravah, ki lahko deloma in ob pravilni uporabi, pravilni umestitvi izboljša kvaliteto življenja odraslim osebam, tako starejšim, ki imajo že odrasle otroke, kot tudi odraslim otrokom. In je razlika v zadnjih 30 do 40 letih, ki je nastala, zelo velika. In seveda smo šli iz časov, ko so odrasli otroci morali pomagati odraslim staršem, njihovim staršem pri preživetju od ogrevanja do obdelovanja zemlje, do spravila pridelkov in podobnih stvari.
v obdobje, ko recimo hrano več ne pridelujemo sami, vsaj ne praviloma oziroma primarno, ampak jo kupujemo pri drugih, ki predelujejo hrano ali pridelujejo hrano. Do tega, da recimo imamo zdaj pralne stroje, pomivalne stroje, sušilne stroje. V povprečju je, ko sem bral raziskavo na to temo, je recimo včasih 100 ali 150 let nazaj bil en pomočnik na 9 ljudi oziroma 90% ljudi je v bistvu ni imelo druge pomoči zunanje, v obliki služabnikov ali sužnjev in podobno ali konja oziroma neke druge, recimo domače delovne živali. Danes v sodobnem času ima pa povprečna oseba, ki živi v razvitem svetu, okrog 40, povprečju 40 različnih pomočnikov, ki mu pomagajo, da živi lažje, od, tako kot sem že prej naštel, pomivalnega stroja do mešalnika, blenderja, ali robotske kosilnice, robotskega sesalca, avtomatike, ki ga obvešča, kdaj ima sestanek, da ga zbudi zjutraj, da deluje kot neke vrste osebni tajnik ali tajnica. In zdaj, zaradi take velike razlike je seveda prišlo tudi do tega, da so tradicionalni vzorci odnosov med odraslimi otroci in starši, ki so veljali še 1 ali 2 generacije nazaj, se v zadnjem času, v zadnjih desetletjih močno spremenili. Sploh recimo zdaj od leta 2000 naprej je ta napredek tehnologije in vplivanja tehnologije na naše življenje in tudi možnosti, da nam tehnologija pomaga živeti bolj samostojno oziroma da namesto odraslega otroka sedaj potrebujemo pomoč recimo robota ali pa določenega avtomatizma, spremenilo način življenja. Seveda je ta možnosti in sposobnosti ter bistveno večja količina energije, ki jo lahko vsak od nas vsakodnevno dobi na razpolago oziroma je kupi in tudi uporabi za svoje življenje, vodilo to, da imamo življenje veliko bolj raznovrstna, veliko več dejanje v določeni časovni enoti, veliko več stikov imamo, veliko več besed izgovorimo, preberemo, veliko več stvari vidimo, imamo veliko več informacij na voljo ali pa smo v bistvu preobremenjeni s temi informacijami in zato seveda je tudi življenje odraslega otroka danes veliko bolj kompleksno ali pa celo komplicirano, kot je bilo v še ne tako daljni preteklosti, sploh če gledamo na to preteklost z vidika podzavesti, ki se bistveno počasneje spreminja po naravni poti kot zavest. In težava, ki jo vidim najbolj pogosto danes pri ljudeh, pri strankah, ki imajo kronične težave, tako telesne kot vedenjske, kot kronične težave v odnosih, kronične težave v učinkovitosti izvajanja dela, na finančnem področju in podobno, je ta, da na podzavestni ravni še vedno funkcioniramo ali pa imamo noter vsajeno tradicijo in tradicionalne odnose med odraslimi otroci in njihovimi starši in med starši odraslih otrok in njihovimi odraslimi otroci. Takšne tradicionalne vzorce, ki so bili razviti v preteklosti zaradi takrat objektivnih in potrebnih razlogov, ker dejansko starši niso mogli sami funkcionirati sploh v starejših letih, v kasnejših letih, ko so bili odvisni od otrok, da so otroci poskrbeli za njih, ker sami več niso mogli. Danes je pa seveda ta skrb odraslih otrok za svoje starše, sploh pa v kasnejši, v 3. življenjski fazi, prepuščena domom za ostarele, pomoči na domu, oskrbi na domu ali pa različnim avtomatikam, ki omogočajo drugačen stil življenja. Jasno pa, da se tega zavedajo tako odrasli otroci kot njihovi starši. Po drugi strani pa je vpliv podzavesti tako na odrasle otroke kot na njihove starše takšen, da jih
da jih v bistvu vleče nazaj v prejšnje vedenje, v prejšnje načine življenja, ki so pa danes v bistvu že neučinkoviti, zastareli, obremenjujoči in moteči. In seveda, od tega stanja, ki se ga več ali manj vsi zavedamo, kakšno je in tudi zakaj je takšno je, in tudi kakšne so njegove dobre in slabe strani, do kroničnih težav v medsebojnih odnosih in medsebojnih vplivih ni velik korak. In ta razdvojenost ali pa neusklajenost med pogledom ali pa med pogojnimi odzivi ali pa odvisnimi odzivi, ki jih imamo spravljene v naši podzavesti in v naših srednjih možganih, ki so se ustvarjale dolga stoletja v preteklosti, kjer smo živeli po več ali manj enakem sistemu, oziroma je bila krivulja spreminjanja življenja bistveno bolj položna, kot je danes, do tega, kaj hočemo na zavestni ravni, kaj si želimo, je danes lahko pri večini ljudi, oziroma ne lahko, ampak je pri večini ljudi zelo različna. In seveda, bolj ko je to, kakšno smer naša podzavest dojema kot naravno, normalno in pravilno, pa v kakšni smeri mi hočemo živeti ali pa želimo živeti ali pa tudi moramo živeti, ker ima sodoben svet, sodoben način življenja do nas določene zahteve, ki od nas zahtevajo določen čas, določeno pozornost, ki je imamo pa tako časa kot pozornosti omejeno število. Prije zaradi te razlike, diferenciacije med podzavestnim mišljenjem in zavestno voljo, lahko do zelo velikih razlik, ki potem seveda ustvarijo znotraj človeka konflikte, ustvarja znotraj človeka močne napetosti in te močne napetosti ustvarijo spet povišan mišičen tonus, povečajo odtujenost telesa od zavesti, zaradi tega, ker v bistvu po eni strani nas telo in naša vest in naši podzavestni vzorci nam nalagajo občutek krivde, občutek dolžnosti, da moramo poskrbeti za starejše ljudi, da moramo poskrbeti za svoje starše, da so oni odvisni od nas, tako kot bi bili v preteklosti. V bistvu jim pa danes ni tega treba, ker tudi zaradi samega razvoja medicine, zaradi razvoja farmacije in recimo drugih področji, ki nam omogočajo podaljševati kvaliteto, podaljševati dolžino kvalitetnega življenja, je danes oseba, ko je stara 50 let, večinoma bistveno bolj zdrava, bistveno bolj pokretna in bistveno bolj sposobna poskrbeti zase, kot pa recimo pred 200 leti, ko je nekdo, ki je dočakal 50 let, bil že bolj izjema kot ne. Ker po statistikah je bila povprečna življenjska doba, sicer mislim, da je podatek za Anglijo, še 200 let nazaj, 34 ali 35 let, danes je pa čez 70 in je ta skok seveda posledica napredka v tehnologiji, v medicini, v predelavi in obdelavi hrane, v sposobnosti, v antibiotikih in različnih drugih stvari. Težava pa je, da podzavest ostaja pa še kar podobno oziroma enaka in se večina ljudi ne znajde v takem okolju, kot je. In namen samega programa za ureditev odnosa starši je ravno to, da skozi poglede, razmišljanja in principe, ki jih uči AEQ metoda, začnete razumeti, kako te vplivi iz podzavesti izvirajočih se čustev druge stopnje, tako vaših kot odraslih otrok na starše, kot staršev odraslih otrok na njihove otroke in seveda potem tudi na vnuke, negativno vplivajo na kvaliteto življenja vseh v tem, tako na stare starše kot na vnuke, njihove partnerje in kako ob dovolj dobrem razumevanju teh vzorcev in teh povezav ter vplivov ter objektivnih vplivih sprememb, do katerih je prišlo v zadnjih desetletjih, razumeti, da taka oblika odnosov, kot je, ni dobra in da je potrebno narediti enak update, nadgraditev, posodobitev
podzavestnih vzorcev medsebojnih odnosov med otroci pa starši, kot moramo delati update na računalnikih, na mobitelih in kot se moramo navaditi na to, da nimamo več stacionarnih telefonov, ampak smo zdaj na mobilnih telefonih, da ne rabimo imeti več telefaksov ali pa da ne rabimo pošiljati pisem po pošti, tako kot smo jih včasih, ampak da imamo zdaj elektronsko pošto, internet in ostale stvari. In na programu se bom osredotočil predvsem na razumevanje, kakšna je razlika med čustvi druge stopnje in tretje stopnje po IQ metodi, med tem, česar se zavedamo, kar želimo ali kar potrebujemo in tistim, kar se v naši podzavesti dogaja in aktivira zaradi različnih vplivov okolja na nas ali pa nas na okolje. In potem lahko bolj razumemo, zakaj se nam želje ne uresničujejo, zakaj imamo sploh kronične težave, iz katerih ne moremo priti ven in zakaj nam v bistvu starši, namesto da bi nam pomagali svojimi izkušnjami, svojim znanjem, svojo modrostjo, ki jo naj bi razvili skozi čas, ki so ga preživeli na tej zemlji, nam v bistvu ne morejo pomagati ali pa ne znajo pomagati, dostikrat tudi nočejo pomagati. Prvič zato, ker ne znajo dovolj hitro napredovati in razumeti, kam gre ta svet, kaj se vse spreminja v tem svetu in potem si z njihovimi izkušnjami, ki temeljijo na preteklih dogodkih, na preteklih znanjih, ki so iz leta 80, 70, 60 pa še več nazaj, in potem nam postane v bistvu nekoristni, neuporabni, odveč breme, kar pa seveda potem obremenjuje vse odnose v teh medsebojnih trikotnikih stari starši, starši otroci oziroma vnuki. In zdaj, bolj ko to lahko razumemo, bolj lahko tudi opazimo, kdaj do teh vplivov pride, na kakšen način te vplivi vplivajo na nas in kako lahko mi svojo zavestjo in zmanjšano senzorno motorno amnezijo v našem telesu, v medsebojnem odnosu znotraj sebe razumemo, zakaj je vpliv staršev na nas takšen, oziroma kako bi mi morali omejiti vpliv staršev na nas ali pa spremeniti naš vpliv na starše, da bi starši opazili razliko, bili usmerjeni v to, da morajo spremeniti določeno vedenje, ki ga imajo, da morajo razviti drugačen pogled na svet, zaradi tega, da bojo svojemu otroku življenje olajševali, ne pa mu ga oteževali, ali pa saj ne bojo imeli na njegovo življenje nekega bistvenega, ne pozitivnega, ne negativnega vpliva, in s tem mu olajšali njegovo življenje, njegov partnerski odnos in njegov starševski odnos. Ker v praksi se pokaže tako, da negativen vpliv staršev na svoje odrasle otroke je v prvi meri, največji meri posledica neustreznega partnerskega odnosa med staršema odraslih otrok, kar vodi v to, da zaradi neprimernega partnerskega odnosa ne moreta zaključiti en ali pa drug starš ali pa oba, ne moreta v resnici nikoli zaključiti starševskega odnosa s svojim odraslim otrokom. In potem ta odrasel otrok, ki ne bi bil po zakonu časa že dovolj star, da bi bil samostojen in da bi zaključil starševski odnos, ki ga je imel v otroštvu s svojimi starši in potem zaključen starševski odnos nadaljeval v vzpostavitev, izgradnjo in razvoj partnerskega odnosa z drugim odraslim otrokom, ki potem ta partnerski odnos preraste v dovolj kvalitetnega, da se lahko znotraj tega partnerskega odnosa ustvari nov starševski odnos, ker imata partnerja otroka ali seveda pa več otrok, in potem spet kvaliteten njun medsebojni partnerski odnos omogoča, da imata kvaliteten starševski odnos, mati po svoje, oče po svoje, in spet lahko vzgojita odgovorno,
samostojno odraslo osebo v obliki odraslega otroka, ki ima lahko potem spet zaradi zaključenega starševskega odnosa kvaliteten partnerski odnos in tako se pač človeška vrsta nadaljuje na kvaliteten način, da je v bistvu vsaka generacija majčkeno boljša, da se uči na preteklosti, da nima odpora do svoje preteklosti, da lahko s ponosom in z občutkom trdno stoji svojimi stopali na ramenih svojih staršev in tako v bistvu gradi človeško piramido, ki se vsako generacijo dvigne za eno raven. V praksi pa opažam, sploh recimo, ko vodim udeležence programov v vaje, ki jih vodim na način, da lahko občutijo, kakšen imajo odnos do tal, kakšen imajo odnos do nog, kakšen imajo odnos do stopal, kako se lahko naslonijo z določenim delom telesa na tla, kako se lahko odrinejo z enim delom telesa od tal, da lahko z drugim delom telesa sežejo proti naprej, se pravi gor, višje v prihodnost, da opazijo, kako se recimo na eni strani telesa lažje to naredijo ali pa to naredijo dobro, na drugi strani telesa to naredijo lahko zelo slabo. Ko tako vajo izvajate pol ure in se vedno bolj umirite in zaradi primernega vodenja vedno bolj čutite, kako dejansko, kakšen imate odnos do tal, ne? Čeprav vsak razume, da tla, na katerih leži, so pač tla, nič posebnega, imajo ta tla dejansko močen pomen preteklosti, na katerih ta oseba stoji. To so v bistvu tla, iz katerih on izvira, iz katerih raste, kjer ima svoje korenine. In seveda malo lahko, oziroma večina ljudi, sploh takšnih, ki imajo kronične težave, imajo s to preteklostjo, kako so, iz kakšnega tla izvirajo, iz katere zemlje izvirajo, kaj pomeni njihov priimek, kakšni so bili njihovi predniki kot osebe, ali so bili dobri, ali so bili slabi, so bili pošteni, so bili krivični, so bili resnicoljubni, so bili lažnivi, so znali v bistvu funkcionirati v partnerskem odnosu tako, da je pač ženska imela primarno žensko vlogo, moški pa primarno moško vlogo, ali so zaradi takšnih ali drugačnih objektivnih ali pa subjektivnih okoliščin, kot je vojna, prometne nesreče, alkoholizem, odvisnosti od iger na srečo, prevare in podobno, morale ženske zaradi tega, ker niso znale ali mogle zaupati moškim pa njihovi zrelosti pa pravilni uporabi agresivnih čustev, moške odriniti stran in same prevzeti tako moško vlogo kot žensko vlogo, ohranjati, kakor so pač lahko, ali pa moških ni bilo, ker so šli v vojno, pa jih ni bilo 3, 4, 5 let, včasih še več, ker so bili recimo vojni ujetniki in podobno. In tudi pol, ko so se vrnili domov, niso bili več enaki moški, so bili ljudje, ki so imeli PTSP, ki so imeli veliko travm in niso znali se sprostiti, niso znali se umiriti, niso znali začutiti v sebi neka pozitivna čustva, razen mogoče, ko so se ga napili ali pa nakadili. In seveda v takih okoliščinah pride do tega, da se vloge med spoli zamenjajo, da recimo ženska vodi primarno se vede po moško, ker seveda potem vodi v to, da sama ne more imeti primernega starševskega odnosa do svojega otroka, naj si bo sin ali pa hčerka, zaradi tega, ker v bistvu nima primerne partnerske vloge, ker če recimo imate, ker je zelo pogosta kombinacija na Slovenskem, je ta, da je ženska recimo med drugo svetovno ali pa po drugi svetovni vojni mogla zaradi odsotnosti moškega ali pa že med prvo svetovno vojno je bilo tega veliko, so mogle ženske pač prevzeti moško vlogo v družini, potem po vojni, ko so bili moški zaradi vojnih grozot in stresa in vsega, kar so na fronti doživeli ali pa med drugo svetovno vojno doživeli, so v bistvu bili kronično v simpatičnem stanju, imeli so sesut avtonomen živčen sistem, v sebi so imeli ogromno določenih travm, ki jih niso nikoli predelali in verjetnost, da potem razviješ odvisnost od določene kemične substance ali pa vedenja, ki ti da saj nekaj malega sprostitve, je izjemno visoka.
tak človek ne more več biti mehek, ne more začutiti srca kot nečesa, kar ljubi, kar je toplo, kar je veselo. In seveda potem tudi, ko je moški prišel nazaj iz vojne ali pa iz podobnih dogodkov, je bil trd, je bil zagrenjen, je bil jezen, je bil besen na svoje nadrejene, na druge ljudi, na politiko, na cerkev, na ogromno ali pa na partizane kot take. Ogromno je bilo enih zamer, enih zelo velikih travm, ki jih pa ni mogel ven dati, ne. Po vojni je bilo pa še obdobje, ko si mogel zelo paziti, kaj govoriš, ko nisi smel povedati, kaj si misliš, ko si mogel se delati, da si navdušen nad nečim, čeprav ti to sploh ni ležalo ali pa si bil dejansko tudi proti tem. Potem v takem primeru ženska ni mogla iti iz moške nazaj v žensko vlogo, zaradi tega, ker moški ni znal biti razumevajoč, ni znal poslušati, ni hotel slediti recimo ženski, ampak je morala ona ga v to prisiliti. Bilo je ogromen primerov, ko so moški umrli med vojno in potem je mogla ženska najti druga moškega, da jo je vzel k sebi, ker seveda za sabo spet potegne nedokončano ljubezensko razmerje ali pa to, da so se morali poročevati ali pa biti en z drugim zaradi ekonomskih potreb. Pred kratkim sem imel primer, ko se je recimo moški, ki je bil zaljubljen v eno žensko, potem odločil, da bo rajš bil z drugo žensko, zaradi tega, ker je imela večjo kmetijo in so mu starši svetovali, da se poroči z uno, zaradi tega, ker boš lažje živel. Seveda je pa to pol za sabo potegnilo, da imata danes vnuka od tega gospoda, ki se je po drugi svetovni vojni tako odločil, zelo velik travm, nestabilen partnerski odnos, ne moreta določiti, ali ljubita ali ne, ali sta z nekom zaradi tega, ker je bolj praktično ali pa lažje, ali sta zaradi tega, ker ga dejansko do njega čutita neke recimo pozitivna ljubeča čustva. In seveda, ko si v taki situaciji, pa se sploh ne zavedaš, da jo imaš, je tvoj vpliv na tvoje otroke, kljub temu, da si želiš eno, v bistvu s čustvi druge stopnje, dosti drugačen. In potem, kar je najhujše, niti ne opaziš, da tvoje vedenje je to, da recimo otroka kar naprej, odraslega otroka kar naprej kličeš, ali pa če te otrok ne pokliče 3 dni, je že užaljenost, je že zamera, ali pa da otroka, ko vas odrasel otrok pokliče, pa vam začne govoriti kaj o sebi, ga niti ne poslušate, ampak takoj začnete govoriti o sebi, kak ste vi, pa kaj vam se ni v redu, ali pa kaj je njegov oče naredil, ali pa njegova mama naredila. In pol v bistvu, ko tukaj poslušam recimo take, ko pridejo stranke s takimi stanji, mi reče, kličem jo, se oglas, 1 minuto se pogovarjamo o meni, pa se pa 20 minut pogovarjamo o njej ali pa o njemu, razlaga mi, kaj vse ni v redu, zakaj je to tako, kaj je ona rekla, kaj je ta rekel. In ko dam telefonsko slušalko dol, imam tako glavo, da bom kar znorela ali pa bom kar znorel. In seveda tak vpliv staršev, starih staršev ali pa staršev odraslih otrok na življenje odraslega otroka v tem primeru ni konstruktivno, ni sintropično, ampak je v bistvu entropično. Zdaj, če se to zgodi kdaj pa kdaj, ker ima seveda vsak slab dan ali pa se mu nekaj ne spele tako, kot bi bilo treba, je to popolnoma okej in je popolnoma normalno in takrat tudi je prav, da odrasel otrok svojim znanjem, svojim izkušnjam, ker bolj pozna, kako svet danes deluje, kot recimo njegovi starši, da si vzame čas, da pomaga in da pomaga svojim staršem. Seveda, čisto nekaj drugega pa je, če se to dogaja kronično, če je to kar naprej, če je to vsak dan ali pa vsake 2 dni ali pa enkrat na teden, ali pa pol otrok pride recimo čez vikend na kosilo, ke ga povabijo, in pol na tem kosilu v bistvu ali pa okrog njega je cel kup zakulisnih iger, je v bistvu dostikrat, ko poslušam, kaj mi razlagajo, je ali na programu ali pa tako, je kot da bi gledal te turške ali pa mehiške telenovele,
spletke, ogovarjanja, manipulacije, brati pa sestre, stare mame, stari očetje, pa imate ženske klane, moške klane, čeprav moški klani so v bistvu pri nas bolj redki, večinoma so ženski klani, ki v bistvu, kjer se stara mama pa hčerka skupaj spravijo in imajo skupno fronto proti možu, bratu, očetu, dedku in tako naprej. In seveda to so odnosi, ki utrujajo in namesto, da bi nam življenje delali lažje pa lepše, nam v bistvu pridemo iz nedeljskega kosila domov v takem stanju, da rabimo par ur, da pridemo k sebi, ali pa včasih celo par dni, da pridemo k sebi. In seveda tako življenje nas potem še dodatno utruja in v bistvu ne vidimo nekega smisla ali pa razmišljanja, kam bo to pripeljalo, ne. Hkrati pa seveda so tudi starši, ki nimajo urejenega partnerskega odnosa, bistveno bolj podvrženi kroničnim boleznim, kroničnim težavam, vedenskim ali drugačnim, veliko večje verjetnosti za demenco, Parkinsona, Alzheimerja, multiplo in podobne bolezni, ki pa jasno potem spet padajo na pleča otrok, odraslih otrok, ki morajo potem skrbeti za recimo odraslega, za svojega starša, bistveno dlje in veliko bolj zahtevno, kot bi bilo to naravno in normalno, kar pa jasno bistveno vpliva potem na kvaliteto partnerskega odnosa ki ga ta otrok, ki mora zdaj skrbeti za dementnega starša, ima, ne. In zdaj, če lahko, kar pa AEQ lahko omogoči tistim, ki se ga grejo učiti in ki so pripravljeni se soočati s tem, kakšen ima dejanski, da vedno bolj znajo začutiti ali pa recimo, da se znajo vedno bolj soočati s tem, kakšen dejanski je odnos njihovih staršev do njih ali pa da se tisti, ki je starš odraslega otroka na takem programu, je pripravljen slišati, razmišljati, poslušati odgovore ali pa vprašanja drugih udeležencev na programu in potem njihova vprašanja presojati skozi lastno zgodbo, pa moje odgovore na ta vprašanja razumeti, kot se imam jaz, pa tudi nekaj podobnega, pa mojemu otroku tudi ni v redu, pa je kar naprej ima neke težave, nestabilen partnerski odnos ima, služba ga preveč bremeni, kar naprej je z doma, non-stop hodi ribe loviti, non-stop je na kolesu, teče, triatlon trenira, vse ga boli, kolena ima taka, ne spi dobro, ampak zakaj? Kaj njemu, kako mu naj pomagam kot njegov starš, ki je na svetu 25-30 ali pa 35 let dlje od njega in bi mogel bolj razumeti, po kakem sistemu čas deluje, po kakem sistemu gravitacija deluje in svojim vzgledom in svojim bolj urejenim partnerskim življenjem ali pa bolj urejenim lastnim življenjem otroku pomagati, da bo kljub temu, da je že odrasel in pravno formalno samostojen, lahko pri meni videl, kaj ga čaka. Ker pri AEQ-ju gledamo tako, ko gledamo svoje starše, gledamo v svojo prihodnost, ko gledamo svoje otroke, gledamo v svojo preteklost, kakšni smo mi bili, ali pa kako so naši starši delovali na nas, ko smo mi bili v teh letih, ko so zdaj naši otroci. Seveda, ko opazujemo pa svoje starše, pa vidimo, kam nas bo življenje pripeljalo, če bomo še naprej delovali po enaki podzavesti, kot smo jo dobili od svojih staršev. Zdaj, če vidimo, da je staršem dobro, da sta v redu, da imata vedno bolj kvaliteten partnerski odnos, da nimata kroničnih težav, ki niso toliko povezane s starostjo, kot so povezane z nekvalitetnimi odnosi, sploh partnerskimi. In potem dejansko lahko rečemo, zelo sem srečen, da so moji starši taki, ker dejansko ste eni redkih, ki imajo tako situacijo. V ostalih primerih pa lahko gledamo, kako sta moj oče, kako sta moja mama, kako je moja mama, kakšen imata medsebojen odnos in pol vidiš dejansko, kaj te čaka. In seveda, če vidiš, da nista zadovoljna, da sta se ločila, da je oče zdaj z eno, ona z nekom drugim, ali pa da je mama sama, ali pa da ima psa, ali pa mačko, ali pa več psov, več mačk, pa da vidiš, da je v bistvu
da sicer na zunaj mogoče kaže, da je v redu, pa da ni tako slabo, da je oni drugi še slabš, ker je dobila raka ali pa ima ta problem ali pa ima problem. Dejansko, ko pa malo bolj globi pogledaš, pa vidiš, pa se vprašaš, a bi jaz hotel biti tak, pa tako, ko bom toliko star, dobiš običajno zelo jasen odgovor, ne. In zdaj v takem primeru je smiselno, da se izobrazite, da v bistvu več zveste o tem, na kakšen način naši podzavestni deli živčnega sistema, se pravi subkorteks, pa srednji možgani, avtonomen živčen sistem, vplivajo na naše življenje in nas v bistvu skozi čustva druge stopnje nam določajo usodo, ali pa lahko rečemo tem tudi, dostikrat pravi, ko o tem rečem tudi, da je v bistvu vpliv podzavesti na naše življenje, lahko izenačimo skoraj z božjo voljo. In nekaj, kar se nam dogaja, čeprav si mi tega ne želimo, je pod zelo močnim, ne seveda nujno 100%, ampak pod zelo močnim pod vplivom podzavestnih vzorcev, ki pa jih prejmemo od svojih prednikov. In običajno se v otroštvu tega niti ne zavedamo ali pa se v otroštvu upiramo, ko moramo sprejemati in se vesti pod določenimi podzavestnimi vzorci, za katere čutimo, da niso dobri, ampak po drugi strani nas pa okolica v obliki odraslih ljudi in okolice, ki deluje tako, kot odrasli ljudje določajo, prisili na to, da svoje vedenje iz spontanega in avtentičnega spremenimo v zakrčeno, togo in kronično. In potem tako vedenje in čustva druge stopnje, ki so potrebna, da se tako vedemo, niti ne opazimo več kot nekaj neobičajnega, nenaravnega, napačnega. In takrat, ko ne razmišljamo, kaj delamo, ker naša zavest nekje drugje, v drugem času ali v prihodnosti ali preteklosti, je podzavest in čustva druge stopnje avtopilot, po katerem funkcioniramo in seveda, ker primarno uporabljamo ta avtopilot večino časa, ker moramo zaradi hitrosti življenja z zavestjo biti večinoma že pred sabo, se pravi 5 minut naprej ali pa več dni naprej, je potem naše življenje primarno takšno, kot naša podzavest je nastavljena in namen AEQ-ja, sploh na tej stopnji, na kateri jo jaz učim na spletnih programih ali pa tudi individualno, je ta, da se začnemo zavedati, zakaj imamo takšen vzorec vedenja v podzavestnem delu živčnega sistema in kaj lahko naredimo skozi pravilno ali pa skozi primerno uporabo AEQ-vaj in teorije, ki jo učim na programih, da bi te vzorce vedenja prepoznali, da bi v bistvu čustva druge stopnje, to so podzavestna čustva, zaradi znižanja senzorne amnezije pa senzorne odtujenosti, prestavili z druge na tretjo stopnjo čustev, na tretji stopnji imamo pa zavestna čustva, se pravi čustva, ki se jih zavedamo. In potem lahko s svojo zavestjo vplivali na ta zdaj zavestna čustva, ki so bila prej pa podzavestna in jih spremenili in na ta način v bistvu aktivno spreminjamo delovanje podzavestnih delov živčnega sistema in s tem, ko spreminjamo nevronske povezave v subkorteksu pa v avtonomnem živčnem sistemu, ki so pa k sreči deli možganov, ki se jih da programirati. Avtonomen živčen sistem se programira že v mednosečnosti, ko otrok, ki je v materi, takrat sinhronizira in usklajuje svoj avtonomen živčen sistem z njenim. Potem se pa seveda ta sinhronizacija in nadgradnja dogaja skozi celo življenje in pri AEQ-ju vam v bistvu pomagam, da z vplivom zavesti in njene kreativnosti vplivate na te podzavestne vzorce in jih spreminjate in s tem v bistvu vedno bolj lahko spreminjate ta del našega živčnega sistema, ki je pri veliki večini ljudi zastarel in v bistvu ni funkcionalen, ni kompatibilen in ni učinkovit ter uporaben za življenje v sodobnem svetu. In seveda, kaj se pa pol tudi zgodi, je to, ne, da to sem že v preteklosti opazil, da ko so recimo ljudje se učili AEQ in so začeli konkretno spreminjati svoje vedenje, je prišel zelo močen odpor, predvsem strani njihovih staršev,
ker seveda prej z njimi, z njegovimi starši od stranke usklajeno podzavestjo, je kar na lepem v parih mesecih ali pa letu do 2 prišel v vedenju in čustvih druge stopnje pri njihovem otroku do konkretne spremembe in potem enostavno je bila čustvena zrelost otroka teh staršev drugačna, kot je bila čustvena zrelost njegovih staršev in potem seveda niso več bili kompatibilni in je prišlo do tega, da se otrok, ki se je mogel v svojem otroštvu prilagoditi staršem in njihovi podzavestni funkciji, njihovim čustvom druge stopnje, potem dejansko je odrastel in se je osamosvojil tudi na področju čustev druge stopnje, kar pa seveda za sabo potegne upor ali odpor staršev tega odraslega otroka in pritiskov na njega. In zdaj je bilo v preteklosti tudi zelo veliko tega, da so ljudje, ki so se učili AEQ, že dosegli konkretne spremembe, bistveno zmanjšali kronične težave, tako telesne kot vedenjske, kot v odnosih, dokler ni prišlo do tega, da so njihovi starši začeli vedno bolj na njih pritiskati iz njihove podzavesti ali pa tudi zavestno, da se je mogel odrasel otrok spremeniti nazaj in prevzeti funkcijo tistega, ki bo skrbel za svojo mamo, ker nima urejenega partnerskega odnosa z njegovim očetom ali pa obratno. In seveda je bil pritisk staršev na tega odraslega otroka tak, da so dostikrat pol nehali so delati vaje, nehali so se spreminjati, ker enostavno je bil pritisk previsok. Pravi, ko pa tudi še takrat nismo razumeli, zakaj do tega pride, ker smo šele začeli opažati te posledice bistveno močnejšega vpliva AEQ-ja na spreminjanje podzavesti pri stranki, do katerega je prišlo zaradi razvoja teorije, zaradi razvoja AEQ vaj, ki so postale vedno bolj kompleksne in so imele vedno močnejši vpliv na spremembo podzavesti pri tistih, ki so jih izvajali. In recimo, ko sem učil klinično somatiko ali pa ko sem iz klinične somatike ženo začel razvijati AEQ metodo, pa AEQ takrat še ni bil toliko AEQ, kot je danes, ampak je bil izboljšana klinična somatika. Takih težav niti ni bilo, zaradi tega, ker se v globini živčnega sistema pri ljudeh, ki so se učili klinično somatiko ali pa AEQ metodo v začetni fazi, ni prihajalo do takih močnih sprememb, da bi se njihova podzavest toliko spremenila, da bi začeli to negativno vplivati na način življenja njihovih staršev. Ko smo pa to vedno bolj opazili ženo, da je ta vzor, da to ni samo slučajen dogodek, ampak da se to ponavlja in da so medsebojni odnosi ali pa odvisnost staršev od odraslega otroka, da je bila očitna ali velika, kar je še posebej močno vidno pri stanju čustvenega incesta, o katerem bom tudi dosti govoril na tem programu. V načrtu imam tudi snemanje podcasta z dr. Petrom Topičem, ki je vodilni strokovnjak za čustveni incest v Sloveniji, na to temo, da bova noter v podcastu še bolj razjasnila, kaj čustveni incest je in na kakšen način vpliva na otroka, ki je žrtev čustvenega incesta. Čustveni incest je takrat, kadar mora otrok skrbeti za čustvene potrebe starša. In to je nekaj, kar se sicer akutno lahko dogaja, ni nič nenavadnega, čeprav je že to lahko sporno, sicer odvisno v kakih čustvih gre, postane pa izjemno škodljivo in izjemno naporno ter zahtevno za vse, ki so v takem odnosu, če je čustveni incest med staršem pa otrokom kroničen, predvsem zaradi tega, ker ko gre otrok s staršem v čustveni incest, oziroma mora iti v čustveni incest zaradi tega, ker staršu primanjkuje določenih čustev, ki bi jih mogel dobiti od svojega partnerja ali pa od svojih staršev, pa jih ne, in jih potem, ker jih od svojih staršev ali pa od partnerja ne dobi ali pa ne more zahtevati, zahteva, da ta čustva dobi od svojega otroka, kar je pa kršenje naravnega zakona o razvoju. Potem pride do tega, da se ta
ali starševski odnos, obratno starševski odnos, ker v takem primeru se zelo hitro lahko zgodi, da otrok postane starš od starša. Da starš gre v otroško vlogo, da se vede otroško, otrok pa mora sprejeti starševsko vlogo in se vede starševsko, in potem imamo inverzen starševski odnos, ki je seveda dolgoročno takšen, da se nikoli ne more prekiniti, ker v bistvu odrasla oseba, ki je že starš otroku, fizično vede se pa nezrelo, neodgovorno in otročje, tako da mora otrok skrbeti za svojega starša, tak starš ne bo nikoli odrastel in bo potem seveda tudi njegov otrok, zdaj že odrasel otrok v funkciji tako imenovane inverzne starševske vloge, ki nima tiste standardne naravne krivulje, da je recimo starševski odnos najbolj zahteven na začetku, ko se otrok rodi, potem pa starejši, ko je otrok, bolj je zahtevnost in pomembnost starševskega odnosa manjša, zaradi tega, ker se otrok postaja vedno bolj zrel in bolj, ko je zrel, manj rabi starša, da mu pomaga in se potem pripravlja na osamosvajanje, kjer se starševski odnos v določeni fazi zaključi. Idealno je, če se zaključi tam nekje med 18 in pa 20 letom. In potem gre lahko odrasel otrok, ki ni več v starševskem odnosu ali pa je v plitkem starševskem odnosu, ki je okej, gre v partnerski odnos, kot sem že na začetku webinarja povedal. Zdaj v tem inverznem starševskem odnosu seveda pa do tega ne pride, ker starš ne more odrasteti iz otroške v starševsko vlogo in ravno takim staršem, ki imajo otroško vedenje, otroško vlogo ali pa vidijo, spoznavajo tudi skozi ta webinar, da mogoče so pa oni imeli glih tak odnos, ker če ste vi imeli otroka, ki je se znal pri 3 letih že sam obleči, ki je znal pri 6 letih iti že na pošto, plačati položnico, ki je pri 9 letih kuhal kosilo in bil v bistvu napreden, priden, zlat otrok. Kaj bi jaz brez tebe, če tebe ne bi bilo, jaz ne bi mogla funkcionirati. Običajno je pri mamah ta problem, seveda lahko tudi pri očetih. Sem nekje v praksi vidim, da je razmerje 70-30, mama, koliko je pri mami ta vloga, da otrok prehitro odraste, zato da lahko skrbi za mamo, ki se vede otroško, s tem, da še dodatno pojasnim, kaj pomeni otroško vedenje po AIKU metodi. Otroško vedenje po AIKU metodi je, če oseba več problemov naredi, kot pa uredi. Odrasla vloga je pa, če oseba več problemov uredi, kot naredi. In vi imate lahko osebo, ki je fizično odrasla, ali pa je lahko na določenem delu življenja, recimo v poslu, odrasla in je tam zelo učinkovita v tem, da več problemov uredi, kot naredi. Recimo v starševskem odnosu je pa otročja ali pa otroška, ima otroško funkcijo in več problemov naredi, kot uredi. In potem seveda mora nekdo drug prevzeti odraslo vlogo, da več problemov uredi, kot naredi, ker če ne se bi problemov toliko nabrali, da jih ne bi mogli več rešiti in na določeni točki bi to lahko uničili družino, uničili odnos. In potem pride do tega, da imamo recimo tukaj uspešnega podjetnika, ki ima firmo z 50 zaposlenimi in posel deluje, ampak otroci imajo pa vsega že poln kufer zaradi tega, ker v bistvu morajo non-stop skrbeti za to, kaj bo spet ate zaribil, ali bo spet bil z neko drugo, ali bo noril z avtom, ali bo se do partnerke ali pa žene, matere njihovih otrok vedel nezrelo, nasilno, neodgovorno. In so pa taki otroci v bistvu tisti, ki morajo skrbeti za svoje starše in grejo v tako imenovani inverzni starševski odnos, ki je v bistvu ena od variant čustvenega incesta. In seveda, če in pot iz tega ven, je edino ta, da starš dvigne svojo čustveno zrelost na določenem področju in se iz otroške vloge premakne v odraslo vlogo in na ta način v bistvu razbremeni otroka, odraslega otroka, in ko ga razbremeni, potem seveda lahko ta odrasel otrok gre iz te starševsko-partnerske funkcije do svojega starša ven
in se mu pol osvobodi čas in pozornost in tudi motiv, želja in potreba, da ustvari ali pa da izboljša partnerski odnos ali pa do svojega partnerja ali pa vzpostavi partnerski odnos do svojega partnerja, če ga nima, kar se zelo pogosto zgodi, ali pa izboljša odnos, svojo starševsko vlogo do svojih otrok. Ne? Ker zdaj, če moramo mi kot odrasli otroci imeti starševsko vlogo do svojega starša, pa ne moramo imeti enako kvalitetno starševsko vlogo do svojih otrok in pa pride do tega, da se cela tok vseh teh vedenj pa odnosov spremeni in zelo pogosto vidim kombinacijo, da more hčerka skrbeti za svojo mamo, vnukinja skrbi pa za svojo vnukinjo, oziroma hčerka od mame pa skrbi zanjo in se v bistvu namesto, da bi tok skrbi in pozitivne energije šel od stare mame na mamo, na hčerko, oziroma vnukinjo od stare mame, se pravi, da bi se pozitivna energija pošiljala v prihodnost, v našo prihodnost, se v bistvu obrne in vnukinja skrbi za svojo mamo, mama skrbi za staro mamo in se v bistvu pozitivna energija kronično pošilja v preteklost in seveda s tem vsi trije izgubljajo boljšo prihodnost, kot stara mama, kot hčerka. In v teh povezavah in v teh tranzicijah, razumevanju teh prenosov energij, temu, kar rečemo pri AIQ-ju, sintropično agresivno čustvo pa entropično agresivno čustvo in v kateri časovni, kam je treba pošiljati sintropična ali pa uporabljati, za spremembo česa je potrebno uporabljati sintropično agresivno čustvo in entropično agresivno čustvo, bom učil v tem programu, zato da boste lahko bolj razumeli, kako so te medsebojni odnosi, v katerih ste bili v svojem otroštvu, potem vplivali na to, kakšno imate odraslo sedanje življenje, ali pa kakšni ste, da lahko napake, ki ste jih kot starš delali v otroštvu svojega otroka, ki je zdaj odrasel, zdaj drugače vidite in vzpostavite potrebne spremembe v svoji sedanjosti kot starš odraslega otroka, da lahko vaš odrasel otrok v bistvu začne skrbeti za sebe pa za svojo družino, zdaj njegovo primarno družino, ne pa da se more pretirano in kronično ukvarjati za svojo izvorno družino, kar seveda potem bistveno zmanjša kvaliteto življenja vseh, še najbolj pa to negativno vpliva na vaše vnuke. Sam program bo sestavljen tako, da bomo imeli 6-krat na teden po uro pa 5 minut dolg Zoom sestanek. Začnemo vedno ob 8 zvečer, končamo tam 5 čez 9 ali pa najkasneje 10 čez 9. Program poteka vse dni razen sobote, čeprav mislim, da bomo eno soboto imeli delavno, v narekovajih, zaradi tega, da moram še točno, to je za drug program. Na tem programu bojo vse sobote proste, ostali dnevi bojo aktivni. Program bo sestavljen tako, da najprej zberem eno od vprašanj, ki jih postavite, pa naredim daljši odgovor, to bo na začetku, kjer bom skozi odgovor na vprašanje dodal tudi, ali pa dal tudi bolj podrobno razlago, da se skozi odgovor na vprašanje učite principe, da potem bolj razumete, kaj spreminjati in zakaj je sploh prišlo do tega, kar čutite med vajo. Potem vodim vajo, ki je običajno to vodenje traja tam med 25 in 30, včasih 35 minut. Potem zadnjih 15 minut ali pa 15-20 minut namenim pa odgovoru na tekoča vprašanja, ki jih postavljate na chat, ki so vezana na stvari, ki se vam, na spoznanja, do katerih pridete med samo vajo ali med vajami, ker se to kumulativno pa sešteva in spoznanja pa razumevanje, ki ga imate po prvem tednu programa, ni enako kot po 5. tednu programa, ker se to počasi dviguje na vedno višjo raven.
Možnost seveda je tudi, da izvedete vajo po posnetku, če ste odsotni. Vsekakor ne priporočam, da ste odsotni, ampak da če je le možno, sodelujete na programu v živo, zaradi tega, ker je vpliv programa in tudi sam program ustvarjen in razvit s tem, da sodelujete v živo in da se na ta način uporabi moj vpliv na vašo zavest in vpliv ostalih udeležencev v programu na vašo zavest in vam s tem da večjo moč, da se moč vaših čustev tretje stopnje nad vašimi čustvi druge stopnje poveča. Ne zato, da odcepite, da odklopite telo stran in da ustvarite iluzijo v glavi in ustvarite neko začasno, da zdaj pa lahko, da boste to naredili, ampak da se v bistvu skozi program in vaje na programu ter razlage na programu poveča vaša notranja povezanost, da bolj čutite svoje telo, oziroma da vaše telo bolj vpliva na vašo zavest in da lahko zaradi večjega vpliva telesa na zavest, se pravi manjšo senzorno amnezijo, povečate vpliv zavesti na telo in s tem zmanjšate motorno amnezijo in na ta način lahko zmanjšate te tradicionalne odvisne vzorce, ki določajo, kako živite večino časa, se pravi čustva druge stopnje, in na njih vplivate z vašo zavestjo, se pravi s čustvami tretje stopnje in s tem naredite tako potreben update, nadgradnjo, osvežitev, dodelavo, predelavo vašega podzavestnega živčnega sistema, da boste imeli podzavest bolj prilagojeno sodobnem času, ker bolj ko imamo podzavest prilagojeno sodobnem času, bolj lahko uporabljamo to, kar nam sodoben čas, tehnologija, več energije, višja hitrost, več informacij omogoča. Ker problem, ki nastane, je ta, da če nimamo recimo osvežene in prilagojene podzavesti, je verjetnost, da bomo zlorabili možnosti in izbire, ki nam jih nudi sodoben čas in sodobna tehnologija, izjemno visoka. Ko pa updatamo podzavest, potem pa je verjetnost, da bomo uporabljali sodobno tehnologijo in sistem olajšali življenje, si ga naredili boljšega, se vedeli bolj kot ljudje in manj kot stroji, imeli boljši partnerski in starševski odnos in tudi ločili med partnerskim in starševskim odnosom ter znali začutiti, kdaj je čas, da izboljšujemo partnerski odnos, kdaj je čas, da povečujemo ali pa zmanjšujemo starševski odnos in s tem sledimo zakonu časa bistveno boljši. Tako da namen programa je, da z vplivom učenja in vaj, ki jih izvajate v živo, podprem vašo zavest in ji omogočam, pomagam, da se upa, da si dovoli in da zmore bolj začutiti, kaj se dogaja v telesu in kaj vse vpliva na to, kar se vam dogaja v telesu, kako na vas vplivajo okolje, tako vaši otroci kot vaši starši, in da znate potem vedno bolj prepoznavati različne vplive, kako drugi vplivajo na vas in kako vi vplivate na njih, da lahko potem skozi vašo zavest in izkušnje ter znanje, ki ga dobite na programu, dosežete večje razumevanje, kako sem bil, zakaj sem tako in kaj bi moral storiti v prihodnosti, da bi postopoma vsak dan mal spremenil odnos do sebe, spremenil odnos do partnerja, spremenil odnos do svojih otrok in spremenil odnos do svojih staršev. Ali pa, če na program vstopate kot starši odraslih otrok in bi jim radi pomagali, da bodo imeli lažje življenje, da bodo imeli boljšo partnersko zvezo ali pa da bodo sploh našli primernega partnerja za partnersko zvezo, ki bo obstala, ker zelo pogosto odrasel otrok ne najde primerne partnerske zveze zaradi tega, ker njegov starš noče ostati sam. In potem seveda starš odraslega otroka na čustvi druge stopnje pogosto vpliva, včasih tudi s tretje stopnjo, vpliva na otroka, da ta ne najde primernega partnerja, da živi v nepravilnem okolju in se to nikoli ne zgodi, kar pa seveda potem vodi v vedno bolj klavrno življenje
odraslega otroka in na koncu potem tak starš opazuje svojega otroka, ki namesto da bi mu dal boljše, pa mu pomagal razviti boljše življenje, kot ga je on, v bistvu živi lahko še slabše, kot je živel starš. In dostikrat vidim recimo starejšo žensko, ki se sprehaja s svojo hčerko, ali pa starejšega moškega, ki se sprehaja s svojo hčerko ali pa sinom, kjer sin ali pa hčer delujeta bistveno starejše, bolj utrujeno, bolj izmozgano kot starš, ki ga dejansko drži pod roko in gre z njim, in lahko prav vidiš, kako starš pije, lahko rečemo kri ali pa življenjsko energijo od otroka, namesto da bi bilo obratno, da bi starš bil dovolj samostojen, izkušen in moder, da bi lahko sam poskrbel za večino stvari v svojem življenju in bi potem z izkušnjami, znanjem, poznanstvi pomagal otroku in bi mu dajal življenjsko energijo, bi mu dajal svojo kri, namesto da mu jo jemlje, kar seveda potem vodi v to, da moraš svojega otroka pokopati, namesto da bi on pokopal tebe, kar je naravno in pravilno. Tako da upam, da vam je bil webinar koristen, čeprav vem, da ni prijeten, ni zabaven, ker pač, če imamo kronične težave, tukaj ni nič zabavnega, to je v bistvu so resne stvari, lahko bi rekli zatežene stvari, ampak če se jih ne lotimo in jih ne pogledamo resnici v obraz, takšno kot je nemogoče, da se izvlečemo ven iz stanja, v katerem smo, in je potem kroničen problem, se samo še povečuje in se predaja na naslednjo generacijo, in namesto da bi otrokom dali bolj urejene stvari, jim v bistvu dajemo še večji kaos, ki ga potem sami vedno težje urejujejo. Tako da, hvala za vašo pozornost in se vidimo na programu, če vas bo to, kar sem povedal, pritegnilo, oziroma boste spoznali, da bi bilo za vas tako znanje in tak pristop uporaben in primeren. Nasvidenje.